Zdaj se mi, da zdaj že par epizod nisi dajal dobenih razlag iz meditacije. Bi že človek mislil, da si nehal s tem. Veš kaj se mi pa ne? He's back. Veste, kaj se... Okay. Ne, veš kaj, nikoli nisem šel v stran, ampak nisem hotel vama moriti, smo veliko tem Nisem oddal, ali ni hotel? Nisem hotel. Nisi bil samozavesten. Glede tega. Drugače pa bom to povedal, no, kar prej nisem hotel povedati, ampak imel sem tako full amazing srečanje ta teden, ta fant to posluša. V petek dopoldne je bil en drug fant, ki pač neki za kripto smo, pa je pa ta fant prišel, pa sem rekel, ok, še to dam čez, pa grem delati, pa grem v dan. In je prišel sem, srečala sva se že na live dialogu, takrat sem ga jaz videl kot enega tako, zelo je bil anksiozen, zelo je bil tak nemiren, videl sem mu je v očeh, da ima neko obdobje vsaj, kakor sem uspel analizirati, težko pač obdobje, neke procese, ki se mu dogajajo. No in je prišel sem, je tam bonsai imel sabo in se je tukaj usedel in sem mu rekel, povej mi to zgodbo svojo, ker zdaj imamo več časa. In to je bilo nekaj najbolj amazing, kaj sem v live slišal. Ne bom zdaj šel v full detajle, ampak rekel je tako, čisto dobesedno, začel je poslušati nas in bil je v full bad stanju, depresiji, pred samomorom. Začel je poslušati, začel je implementirati stvari, ki so mu zavibrirale, praksa hvaležnosti zjutraj, meditacija, to dvoje začel delati, po live dialogu je pa začel implementirati te stvari, ki smo govorili o sreči, da te osnove porihtaš, spanje, hrana, odnosi, telovadba in podobno. In to je konstantno začel delati in čez dan, to mi je bilo še zanimivo, to je verjetno praksa meditacije omogočila po moji analizi, da je začel videti misli, ki so se mu usiljevale, bad misli in je uspel ta tok prekiniti in pa je bil dan rešen. Kaj je rekel prej, ko sem jaz imel depresivne epizode, se je zjutraj začel in pa se je stopnjeval in do večera je bil sfukan. Ker je v bistvu konstantno premleval o tem, kaj nima, kaj je težko, kaj ni fajn in podobno. No to pa je pa imel zelo dobro ali pa tako lepo izkušnjo svojo mamo, kjer je nekaj sta si oprostila, prvič v lifeu sta se iskreno pogovorila, povedal je prvič, da jo ima rad in začutil je mir, mislim, tako je, ker sem njega gledal, jaz iz ega, kot Klemen, jaz ne bi nobene njegove besedice ali pa stavka popravil. On je bil totalno miren v sebi s tem, kar je, res je čutil mir in jaz mislim, da tudi če bi mu takrat jaz rekel karkoli, to je vse bullshit, kar si mi rekel, da ne bi njega zamajal niti za centimeter, tako res sem čutil to. In in pa mi je dal ta bonsai in rekel, da vsakeč, ko bom zalival, da ne se spomnim, da sem pomagal ali pa da smo pomagali nekomu, ki je bil res v dnu, pač. In pa sem rekel, ok, ta dan je zaključen zdaj, vse to, kar sem jaz imel v planu za ta dan, tega ne bo mogel izboljšati, tako da to je v bistvu neko res tako darilo, ki ga ne more noben drug uspeh premagati. To je, mislim, ta feeling, ki dobiš. Ja, tako, taka zanimiva zgodba, ena izmed 10, ki se na ta način zaključi, in se pa zelo drugače, zelo, kako bi rekel, ciklajo. In sem videl, da mogoče razlika med temi, ki se ciklajo veliko časa, pa temi, ki se ne, je v bistvu to, kar sem prej rekel. Iskrenost do sebe, pa ideja na idejo, na idejo, na idejo, pa ideja o tem, kako se bom ven iz tega projekta, pa ideja na to, pa ne, in s tem se ciklaš. Če v bistvu sam greš,
kot prazen, a ne, in začneš delati stvari, brez da si zraven, mentalno. Jaz mislim, da ti ful energije prešpara in lahko delaš te stvari. Ja, to je po mojem tudi malo genetsko. Koliko si se ti, zdaj ko gledam tega Hubermana, ki ima ta podcast, neuroznanstvenik. Res je, mislim, možgani so že tako ena najbolj zanimivih stvari in se mi zdi to, kar si opisal, ne, da to spet nekdo, ki bo poslušal, a ne, je spet normalna porazdelitev, a ne. So tisti, ki mogoče bojo to slišali, pa bojo čist spremenili life, ne, pa so oni, ki ne bojo nikoli mogli tega narediti. Zaradi neke svoje možganske strukture, pa kemije, ki jo imajo v možganih. Ampak koliko je uporabno to, če si ti ta, pa zdaj se moraš dati v eno to kategorijo, ki si jo ti opredelil, ti nimaš dosti informacij, da bi vedel, v katero kategorijo se dati. Ja. In z te točke boš, da rečeš, jaz sem v tej kategoriji, ki lahko ven iz tega pridem. Ja, tudi če nisi, pa noben ne ve, da nisi. Se strinjam, vse. Še vedno ne boš mogel. Ker nimaš sploh možnosti, fizične, fiziološke za to. Ja, Se pravi, rabiš neke medikamente ali rabiš nek drugačen pristop. To je ful. To sploh delamo pa depresiji, no, pač narobe, ne, nekateri ne morejo zaradi omejitev, ki jih imajo v glavi, ne mindset. Prokemičnih. Tako, ampak kemično. Nisem strokovnjak, ampak po feelingu ne bi se strinjal s tem. Okay. Bom ti dal resurse. Ne, sej, verjamem, ampak ti vedno za nazaj rečeš, en umre, se pravi, cel life se bori z depresijo, potem pa umre, potem pa ti analiziraš, on je bil eden izmed teh, ki ni mogel ven iz tega. Ampak ne veš, kaj bi se zgodil, če on ne bi temu verjel. Ker če ti enemu rečeš, ti si ta, ki rab antidepresije, ali pa da on celo verjame, da tudi če bo antidepresive jedel, da on ima tako pač kemijo. To absolutno ne pomaga v tej situaciji, kjer je full. To je toliko, kar si rekel, kemija, ne. Jaz verjamem, da mi tudi z mislimi, to ni ločen, ne. Misli pa kemija sta full povezana. In ti več, ko misli delaš, kaj delaš? Sinapse v eno smer. Če bom jaz se vsak dan zbudil, pa bom bral Facebook, pa negativne stvari, jaz ustvarjam sinapse na določeni strani in potem se tam kemija proš, ampak se proš po unih sinapsah. Če pa jaz vstanem, pa imam prakso hvaležnosti, jaz delam v drugo smer sinapse. A ne? Ja. Tako da kje je zdaj kemija, ne? Ja, kje je? Mislim, v glavi je. In kak znanstven pogovor imamo mi zdaj, ki je zelo kemija, stari. Hod kaj reči. Mislim, pa do vseh teh stvareh se dogaja, psihologi temu rečejo, ker se mi zdi, da doskrat pozabimo na to, da recimo, če smo pa depresija, nekaj si začel, da vse te stvari, ki so mogoče iz naše neke iz naše perspektive bi rekli slabe, nosijo oni temu rečejo secondary gains. Ne? In človek doskrat, ki ima nekaj, ki bi mi opisali kot negativno, zakaj bi to sploh imel, ne? Probi to zboljšati, ima secondary gaine, kako bi rekli po slovensko, neka sekundarne prednosti ali pa nekaj dobrega dobi od tega, ki mi sploh ne vidimo. Ja, ampak on ali samo verjame to, ali pa dejansko dobi toliko več, da nosi to negativno lastno sabo, kot bi dobil
dobrih stvari, če bi jo spustil. Pa dam za primer. Recimo, konkretno pa depresiji ali pa nasploh žalosti, mi zdaj hiter imamo enega, ki ima žalostno obdobje, pa depresijo, recimo, pa žalost, ja, ne. Žalost, recimo, kaj je žalost? Kaj je žalost? Ja, Čustvo. Čustvo, ja. In zdaj, iz naše perspektive bi rekli, zakaj si ti žalosten, imaš tle na svete, da ne bo žalosten, to naredi. Ampak on, ko je žalosten, dobi pozornost svoje mati, dobi pozornost svoje bivše punce, dobi pozornost od frendice, ki misli, oj, če jaz ga ne pokličem vsak dan, če ne pošljem vsak dan message, bo on mogoče naredil samomor. In zdaj ta oseba ve, čakaj, jaz sem žalosten, ampak ta žalost mi prinaša klice, message, hanganja, tja me povabijo itd. V šolo ne rabim iti, v službo ne rabim iti, zdravnik mi reče, ja, vidiš, ste lahko doma. In zdaj ta oseba reče, ok, če jaz zdaj nisem več žalosten, če jaz nisem več depresiven, vse to zgubim. In jaz plačam ceno za to. In ta cena včasih večja, od tega, kar jaz mislim, da bo na drugi strani, in na nek način me to spodbuja, da ohranjam to homeostazo v sebi, kjer sem žalosten. In to je zame novo ravnovesje. Ja, to si dobro. Ampak tega ne veš, ne? Ti v bistvu, to se vse avtomatsko zgodi, ne? Večino teh procesov je podzavestnih, tako. Podzavestnih v ozadju. Tako. In je problem, da on zares noče biti žalosten. Noben noče biti žalosten, ne? Ne, on hoče dobiti, itak, noben noče delati, res je, ampak recimo marsikdo hoče biti milijonar in zato dela. Tle isto. Noben noče žalost, to je delo, ampak hoče imeti pa benefite, pozornost, ljubezen itd., zato je pa žalosten. In to je na nek način hack. To je ful dobra bližnjica, ki ti nandiša. To sem hotel povedati. Pa si pa ti v tem stanju, kjer ti ne nasplošno, če bi potegnil pluse pa minuse, imaš minuse, a ne? Ampak ti si zahaklan v temu noter, zato ker dobiš nekaj teh plusov, a ne? In se je avtomatika v teh sinapsah pač tako naredila, da je to tvoja nova normalnost. Ti se zbudiš in ti si odvisen od teh misli, a ne? Zdaj, kaj ti te misli prinesejo, je vse to, kar si ti opisal, a ne? Ampak ti se zbudiš in že začneš razmišljati, kaj vse ni okej, kaj ni vse okej. In s tem krepiš v bistvu ta del, ne? In ti nočeš biti v tem. Če bi ti tako razumel, kot si ti opisal, rekel, a se mi res plača biti žalosten, vse dobim to, ampak na dolgi rok pa zgubim klej energijo, nisem prijeten za družbo, ni zdravo in podobno. Ne? Ampak ne vprašaš se tega tako. Ne? To v bistvu vse se na avtomatiki. Se na nek način... Zorabiš druge heke, ki so pa pozitivni. Zato je to tako, kar rečeš, praksa hvaležnosti pač pomaga. Ne? To je znanstveno dokazano, to ni nek larifari, ki je bil včasih, a ne. Zdaj imaš ti pač študije tega, ka folka piše si, za katere stvari so hvaležni, pa folka si ne. In jih pač zmeraš po nekih časa, po letih mogoče celo zadovoljstvo nad življenjem. Sej ta sreča, to je zelo tak termin, ki ga vsak drugače opredeljuje, ampak tako, zadovoljstvo nad življenjem je višje. Tako da moraš pač pohekati tudi sam sebe.